Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Vse od začetka tega YouTube kanala sem imel eno tako skrito željo, da bi nekoč vozil v dresu, ki bi bil narejen v barvah mojega logotipa. No in zdaj po 3 letih in pol se mi je ta želja tudi uresničila. Moram pa resnično povedati, da jaz ne vem, kaj bo s tem mojim zdravjem. En mesec nisem bil na kolesu, ta zadnjo vožnjo sem imel 20. oktobra, danes je pa 19. november. K sreči je vreme tako prijetno za kolesarjenje, delno oblačno, približno 12 stopinj Celzija, tako da sem se malo bolj toplo oblekel in se odpravil na pot, ker enostavno si ne predstavljam več, kako bi lahko še naprej vztrajal doma brez kolesarjenja. Malo kasneje vam pokažem točno, kako sem se oblekel za 12 stopinj Celzija. In vidim, da nisem v redu. Tukaj se vozim po čisti ravnini in imam pulze v coni 4. Vse preko 150, kar je nenormalno. Prej sem se vozil zmeri v coni 1 ali pa 2, danes imam pa po 10 kilometrih že povprečni puls 147. Nekaj tega je tudi na račun slabše kondicije. Praktično en mesec nisem naredil popolnoma nič zase. Tako da to se sigurno pozna, ampak še zmeraj čutim, da nisem prav tisti 100% ta pravi. Povejte vi meni, jaz ocenjujem, da imam nekakšen prehlad, draženje v grlu, kašelj, zamašen nos in to se mi vleče že 4 tedne. Nikoli si nisem mislil, da bom 3 zaporedne videe posnel iz svoje sobe doma. Pravijo, da kakšen tak prehlad mine samo od sebe v enem tednu. Jaz sem uporabljal trpotčev sirup, smrekove vršičke, pil sem čaje z medom in z limono. Zdaj na koncu v zadnjem tednu sem celo začel jemati tisti imunoglukan in se mi zdi, da je šlo en malo na boljše, ampak še zmeraj nisem zdrav. A je res možno, da pri 50 plus letih preboleva še navaden prehlad en cel mesec? Meni se to ne zdi normalno, razen če se je slučajno zgodilo, da sem imel tako smolo in da sem ulovil 2 ali pa 3 viruse zaporedoma. Tisti teden, ko so bili prazniki okrog 1. novembra, sem bil celo cel teden doma, popolnoma nič izzival, počival in kljub temu ni šlo na boljše. Glede tega, da sem bil cel mesec doma, se lahko tolažim edino s tem, da je praktično non-stop padal dež, tako da kaj dosti nisem zamudil in tudi, če bi bil popolnoma zdrav, ne bi naredil dosti kilometrov. Kakorkoli, jaz sem danes sklenil, da naredim eno popolnoma lahkotno ravninsko vožnjo. Proga bo objavljena na moji Stravi, kjer boste lahko videli, da nisem naredil niti enega višinca. Bom pa na koncu naredil tudi print screen mojih srčnih utripov, ker to je res nenormalno, da sem skoraj ves čas v coni 4. Mogoče mi bo pa koristilo tudi to, da se malo naužijem svežega zraka, malo prediham pljuča, si spočijem živce v tej naravi in bomo lahko na koncu rekli, da se klin s klinom izbija. Pustimo zdaj to. Pejmo na temo tega videa in sicer moj novi dres v barvah logotipa Road Bike Adventures SLO. Ne vem, če veste, ampak pred 3 leti in pol, ko sem kreiral tale YouTube kanal, sem si logotip narisal popolnoma sam. Navdih zanj sem pa dobil v Italiji, kjer stoji ena kovinska skulptura kolesarja v neposredni bližini letališča Ronche. In mi je bila tako všeč, no, še danes mi je, ker vsakič, ko grem mimo, se ustavim in naredim kakšno fotko. Ampak ta kompozicija in nasplošno prikaz tega kolesarja mi je bil tako super, da sem poiskal na Googlu eno ikonco, ki predstavlja specialkarja, jo postavil na neko klančino, naredil okrog malo oblakov in tako je nastal tisti moj logotip. Takrat sem tudi začel tuhtati, če bi bila kakšna varianta, da bi si naredil kolesarski dres v teh barvah in načeloma sem jaz bil takoj za, ampak je bil problem v tem, ker toliko znanja pa spet nimam, da bi si jaz ta dres znal narisati sam. Zdaj, ena opcija je, da bi naredil zeleno majico, črne rokave, na sredini hrbta bi bil tale logotip, ampak to ni to, ne? To bi bilo amatersko. Jaz bi rabil neko zadevo, ki bi izgledala malo bolj profi, ampak toliko delč pa nisem šel, da bi iskal nekega dizajnerja, ki bi mi vse to naredil. In tako so počasi tekla leta naprej
Jaz sem zdaj posnel že več kot 200 videov, ampak moje sanjarjenje o tem dresu pa ni zamrlo. In tako me je v tem mesecu, ko sem bil doma in ko sem preživel obupno preveč časa na socialnih omrežjih, presenetila ena reklama na Instagramu, kjer se prikaže moj dres. Zelen dres s tistim kolesarčkom in s hribi v ozadju. Sem rekel, pa to ne moreš verjeti. To je nekdo meni ukradel idejo. In bolj, ko sem gledal tisti dres, bolj mi je bil všeč. Samo 2 klika in sem ga že naročil. Čeprav je bilo napisano, da je država pošiljanja Madžarska, jaz predvidevam, da je ta dres prišel z Kitajske. Dobil sem ga v 11 dneh, zanj sem pa plačal 14 evrov. Da se nekomu splača poslati dres z letalom, to enostavno ne moreš verjeti. Govorim seveda o tem, da sem na internetu naročil samo majčko, ampak vseeno, tudi če greš pri nas v neko poceni trgovino in vzameš tisti najcenejši dvobarvni dres, še zmeri daš za majco tam okoli 40 evrov. Čakajte, se bom ustavil tam na soncu, da vam ga pokažem v vsej svoji veličini. Evo ga, a ni lep? Meni je super všeč. Tako barve, kot tudi dizajn in kompozicija. Od zadaj ima 3 žepe, zadrga je speljana po celotni dolžini. Spodaj ima tudi tak silikonski trak, da ti dres ne drsi, oziroma da se ne obrača po telesu. Material je pa 100% poliester. Ampak glej, za 14 evrov, tudi če ga raztrgam na prvi vožnji in vržem proč. Se pa dobi na internetu take drese tudi v rumeni barvi, zeleni, modri. Cene varirajo, tam najcenejši je 9 evrov, najdražji 15. Ampak jaz sem si kupil samo tega. Zato, ker to še zmeri ni to. Je zelo podobno tistemu dizajnu, ki sem ga imel nekako v mislih, ampak seveda to ni moj dizajn. Jaz bi na svojem dresu hotel imeti tudi logotip, pa mogoče celo napis z imenom kanala, tako da bi bil tisti moj dres bolj personaliziran in seveda bi bilo zraven treba vključiti tudi hlače. Mi je pa tako prijetno na tem soncu, da se že kar malo boljš počutim. Prav super je. In te čudovite jesenske barve vse okrog. Fantazija. Tako na hitro sem tudi že pogledal na internet in sem videl, da je v Sloveniji kar nekaj firm, ki se ukvarjajo s tem, da ti naredijo dres po meri oziroma v barvah po želji. Ampak zaenkrat sem se odločil, da s tem ne bom hitel. Prav je, da je zdaj ta ideja zunaj, ampak pustimo čas v čas, ker bojo mogoče vmes prišle tudi kakšne priložnosti za darila in res ne vidim razloga, zakaj bi si popolnoma vse drese mogel kupiti sam. No, pa naj takoj razjasnim vse dvome. Prav nobenega namena nimam, da bi zdaj izdeloval kakšne drese v barvah svojega logotipa, zato da bi jih potem preprodajal naprej. Ne, če bi si naredil 2-3 zase, drugač pa nimam se namena ukvarjati s kakršno okoli trgovino. Ker je pri meni 12 stopinj lih nekje na meji, sem se odločil še, da vam pokažem, kako sem se oblekel. Od spodaj sem dal zimske hlače in merino nogavice, tako da imam toplo jedro in da me ne zebe v noge. Zgoraj imam pa eno tekaško majico z dolgimi rokavi, preko katere sem dal ta poletni kolesarski dres. Če ne drugega, glej, zato da imam od zadaj tiste 3 žepe, da pa me ne bi zeblo v roke, sem dal ene tekaške volnene rokavice in preko njih navadne kolesarske rokavičke. Na glavo pa sem dal pod čelado še en trak za okrog ušes. To je to za ta video. Najlepša hvala vam za vse všečke, komentarje, nove naročnike. Želim vam čim več lepih kilometrov in varno vožnjo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!